Eccola, la Fiat 500. È proprio la piccola grande vettura. Interessante sotto qualsiasi punto di vista. Nekoč je bil Fiat 500 eden najbolj univerzalnih avtomobilov na cestah, no danes pa je to eden najbolj univerzalnih mestnih malčkov. Njegovo univerzalnost danes narekujejo številne različice in zdaj smo spoznali eno zelo zanimivo, ki nas je takoj spomnila na legendarni original iz leta 1957. Danes predstavljamo trivratni avtomobil s 4 vrati. Šalo na stran, predstavljamo novi Fiat 500, ki ima dodatna vrata na sovoznikovi strani in to ga povezuje s prvim modelom Fiat 500 iz leta 1957, ki je prav tako imel vrata pritrjena na zadnji del avtomobila. No, zakaj se je Fiat odločil, da ponudi takšno različico? Katere prednosti prinaša? Ta vrata omogočajo lažji dostop do zadnje klopi, tako za odrasle osebe, kot tudi, če imate otroški sedež oziroma otroka, ki mu pomagate pri pripenjanju ali če bi radi zgolj na zadnjo klop dali kakšno prtljago. Dimenzijsko avtomobil ostaja enak, kakor klasična trivratna karoserijska različica, tudi vsa tehnologija, varnost in vsi varnostni sistemi so popolnoma enaki. Mogoče še zanimivo, zakaj so ta dodatna vrata ravno na sovoznikovi strani. Zaradi tega, ker ko ustavimo, je na tej strani pločnik in ta dodatna vrata omogočajo otrokom, odraslim in potnikom varen izhod na pločnik in ne na cestišče. Zadnja pomožna vrata na novem Fiatu 500 se odprejo le, če že prej odpremo prednja. No, na originalu pa so se v rikverc odpirala kar glavna vrata, kar je zahtevalo zanimivo analogno varnostno rešitev. Odpirajo se tako nazaj in je sila nerodno, če se med vožnjo odprejo, da jih ne zasuka, zato so tudi varovala znotraj, da se do kraja ne odpre. No, to je varovalo. Čim zapreš avto, kljuka pade in se ne da odpreti več. In seveda, nikakor nismo smeli zamuditi priložnosti, da nam gospod Leopold tega čudovitega starodobnika ne bi še malo pokazal od blizu. Prtljažnik je mali, praktično ga ni, rezervoar. Motor je dvocilindrni, zračno hlajen, je dokaj enostavna zadeva, sicer pa moraš malo poznati. Mehanike moraš poznati, sem pač te strojne stroke, tako da mi ni ta zadeva tuja. Vzdrževanje vse sam, ja. Ker tudi mehanik ga noče, ker nima ne rezervnih delov, niti ne zna, se ne spušča v to. Vožnja ni baš tak idealna, malo je bolj trda, bolj ropota, drugače pa evo, gre v hrib bolj tak, po ravnini se pa kar razleti do 60-70 km. Za gospoda, ki prihaja iz Črnomlja, je tale danes 62-letni Fiat predstavljal celo prvi avto. Nekaj časa je bil družinski avto, dokler nismo prešaltali na pravega fičuta. Zdaj je pa bolj za okras v družini. Občasno se peljemo na relije, pa moče kak vikend za spremembo malo v naravo. Tako da zdaj ima nekako tradicijo v družini in bo ostal.